Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o čakrah, o hormonih in o tem, kako v bistvu hormoni naša čustva vplivajo na samo delovanje čakr. Dejstvo je, da čakre so samo energijski centri in dobro, mi smo v zahodni kulturi in v zahodni kulturi se nismo učili o čakrah, ampak vzhodna kultura pa ima sistem 7 čakr, glavnih čakr. Vemo, da ima praktično vsak organ svojo čakro in teh 7 glavnih čakr je povezano direktno s hormonskimi centri. To verjamem, da tako že veste, da recimo grlena čakra je v povezavi z ščitnico. Pa je tukaj gor je čakra tretjega očesa, ki je v direktni povezavi s hipofizo. To je droben center v možganih, ki vpliva o tem, kako se obnavljamo in direktno, zdaj pa zanimivo je, te čakre delujejo v paru. Na sredini je srčna čakra. Srčna čakra ni v paru. Srčna čakra poganjajo zelene barve in zdaj vam želim pokazati, zdaj se bomo majčkeno sprehodili. Glejte, ker je zelene barve, če jo želite nahraniti ali pa sčistiti, uživajte čim več tega, kar je rdeče ali oranžne barve. Se pravi, komplementarne barve. Se pravi, kdor želi, da mu dobro deluje srčna čakra, naj uživa od paprike, paradižnika, jagodičja, do tega, da uporablja, se pravi, če smo rekli, da je zelene barve, čim več zelenega, ker zeleno, peteršilj, zelena, čistijo pa ravno tako. Se pravi, delujejo na to, da načistijo, da počistijo in nahranijo ta hormonski center. Tukaj zadaj je timus. Timus direktno vpliva na to, koliko deluje naš imunski sistem. Se pravi, ko timus ne deluje in kaj ga blokira, kaj blokira srčno čakro, tudi timus, občutek žalosti. Prav občutek žalosti, to zdaj berem iz knjige, ko imajo hormoni žur, blokirajo jeza in obup. Medtem ko, se pravi, četrta čakra je v srčnem predelu, četrta čakra, blokirajo zagrenjenost, žalost in jeza. Povezana je z odpuščanjem, z možnostjo srčne empatije in srčnim razumevanjem. Se pravi, če mi želimo aktivirati našo srčno čakro, je pomembno, da smo v stanju ljubezni in sočutja. Zdaj pa težko je biti v stanju sočutja, ko nekoga obsojamo, da je tak, da je drugačen. Takrat sigurno nismo v stanju sočutja. No in dejstvo je, da timus, ta žleza tukaj zadaj, se dobesedno lahko posuši, če smo dolg časa kronično zagrenjeni, žalostni in začne takrat padati imunski sistem, in logično, kar napaja vse ostale centre, to se potegne za sabo. No, naslednja 2 centra, tukaj je ščitnica, grlena čakra, je v povezavi s trebušno slinavko oziroma z solarnim pleksusom. No in zdaj, če te 2 čakri pogledate, čakajte, vam bom kar odprla v knjigi, ko imajo hormoni žur, da boste lažje, sploh tisti, ki imate knjigo, da boste lažje tudi sami pogledali. Poglejte, tukaj lejte. Se pravi, ali zmorem iti s tokom življenja, ali zmorem prebaviti življenje, ali zmorem prebaviti ljudi, in drugo, ali zmorem izražati svojo resnico, ali zmorem govoriti o tem, kaj jaz čutim. In zdaj tisti, ki smo bili vzgojeni na sistem bodi tiho in potrpi, logično, da imaš občutek, da moraš biti tiho pa potrpeti. No in zdaj, če gledamo ta 2 centra, glede na to, da je modre barve, vidite, nasprotna barva modri barvi, dajmo pogledati komplementarne barve, je pa oranžna. Se pravi, kdor želi, da mu dobro deluje ščitnica, naj uporablja ogromno grenivk. Prav grenivke vsebujejo grenčine, ki čistijo na tem predelu grlene čakre. Po drugi strani pa modre barve pa vemo, da tukaj so borovnice, ta trenutek najbolj pomembne za nas, za imunski sistem. No, zdaj, če gremo naprej, pa imamo pa tukaj gor hipofizo. Hipofiza je pa direktni povezavi z očmi, se pravi, ali zmorem videti resnico. Druga zadeva pa
dovoljujem si videti resnico, ne tudi svojo. In ena stvar, hipofiza je v povezavi z amigdalo. Amigdala je pa center za spomin, za to, kar smo doživljali v zgodnjem otroštvu, kaj smo doživljali s hormoni oziroma občutki naše mame, občutki mame, kaj je doživljala med našim rojstvom. Mogoče je tukaj občutek strahu, mogoče niste bili zaželeni, mogoče je bil strah glede preživetja. Vse to se zapiše na celični nivo. No in prav zdaj, če gledamo ta center, je v povezavi direktno s spolnimi organi oziroma tudi z nadledvično žlezo, in tukaj se pa proizvaja reprodukcija, stresni hormon, obnova. In ko imamo blokiran ta del v možganih, se avtomatično blokira tudi ta območje na predelu ledvic. Naslednja zadeva je pa tukaj gor kronska čakra, ki je pa v direktni povezavi s prvo čakro, in prva čakra je pa v direktni povezavi s tem, ali zmorem zaupati, da se bo vse uredilo, ali zmorem zaupati stvarstvu, da me podpira, zaupam v tok življenja. In prva čakra, ki je na dnu hrbtenice, je pa povezana z občutkom zaupanja glede materialnega preživetja. In zdaj poglejte, kdor ima strah glede preživetja, zakoreninjen v svoje celice, enostavno ima občutek, da mora še bolj delati, da ne zmore ali da je premalo denarja. Vse to se zapisuje in potem odraža na zdravju našega telesa. Tukaj pred sabo imam knjigo Življenje je tvoje. In zdaj, če pogledamo prav hrbtenico, boste videli, kaj piše tukaj pri hrbtenici. Glavobol, GH, se pravi tukajle hrbet, težave, spodnji del, strah pred denarjem, pomanjkanje finančne podpore. In pol piše naprej, da si ponavljaš: zaupam procesu življenja, za vse, kar potrebujem, je vedno poskrbljeno, povsem varna sem. No in ena stvar. Naprej so dokazali, to je inštitut HeartMath v Ameriki, je dokazal, da če si jaz ponavljam neke trditve, v katere ne verjamem, recimo, da imam pomanjkanje denarja in hkrati si ponavljam: zaupam procesu življenja, to pomeni zame čisto laž. To pomeni, da jaz si ponavljam nekaj, kar mi ta droben glas govori: eno nekaj, kaj nakladaš. Ali pa recimo, če imam prekomerno težo, tukaj noter piše, da si jaz govorim: suha sem, suha sem, suha sem. In seveda mi bo ta glas rekel: pa dajno, poglej se v špegel, le kakšna si. Normalno, to je laž. In če jaz sama sebi govorim nekaj, kar je laž, na celični bazi sama se povzročam še več stresa, kot če bi bila tiho. No in dejstvo je, če pa jaz zdaj rečem: dovoljujem, da se moja odvečna teža stopi, je pa to dovoljenje. Ali pa, če imam težave s hrbtenico, da si jaz rečem: dovoljujem si iti s tokom življenja. Dovoljujem, da se začnejo v mojem življenju dogajati čudeži. Ne vam povem zgodbo iz svojega življenja. 4 leta nazaj, zdaj ravno v takem času, v osnovi zdaj ravno 4 leta, med Božičem in Novim letom, sem bila povabljena, v bistvu preko nekih naključij sem prišla do ljudi, kjer danes živim. In točno takle čas sem šla k njim na obisk in sem rekla, če bojo oni lahko pri meni živeli. Ne pri meni živeli, z mano živeli, če bom jaz lahko z njimi na koncu. Veste, prideti nekam med tuje ljudi, nič ne veš o tem, kdo so, niti, veste, tudi za njih je riskantno, nekoga spustijo k sem na dvorišče, ne. In vam povem, da čudeži se dogajajo. Ko sem jaz spustila vso blokado glede preživetja, ko sem enostavno rekla: jaz ne najdem stanovanja, najte mi ga. Ko sem spustila, ko sem nehala iskati, so se stvari zgodile, prišla sem do svoje hiše, zgodili so se dobesedno čudeži, da sem imela dovolj denarja, da sem lahko plačala, da lahko plačujem, da imam za preživetje. Glejte, vedno, ko spustiš, stvarstvo ti pomaga.
mogoče sporočilo zdaj za pred novim letom. Dajte napisati vse, kar vas bremeni. Vse tisto, kar želite, da odide. Ampak ne, da napišete, bremeni me moj šef, bremeni me moj mož. Napišite vaše občutke, kaj naj odide. Mogoče imate strah glede preživetja, mogoče vas skrbi, kako boste plačali račune, mogoče ne veste, mogoče imate pomanjkanje samozavesti ali pa samodiscipline. Mogoče imate pomanjkanje mnenja o sebi. Dajte to napisati na list papirja, sežgite, naj odteče stran, naj odide. Tega vi ne potrebujete več. In dovolite, da pride nova energija. Zdaj pa ta nova energija. Ko vi začnete ponavljati, dovoljujem, da se v mojem življenju zgodijo čudeži, se dobesedno začnejo dogajati. Ko vi rečete, pripravljen sem napredovati, vi date signal v vesolje, da gre naprej. Dokler imate pa strah, je pa to pomeni, da tudi če rečete, pripravljena sem napredovati, imate še vedno tisto železno kroglo na svojih nogah privezano in ne morete iti naprej. Zato je potrebno, da počistite podzavestne programe. Zdaj pa kako počistiti vse te strahove glede preživetja, glede denarja, glede samote, pred smrtjo mogoče. Vzamete zdravilno molitev dekodiranja, to najdete v knjigi, Ko ima življenje žur, na strani 412, in to zdravilno molitev samo preberete in jo vam bom zdaj jaz prebrala. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z. In tukaj noter date, občutek strahu. Strah pred pomanjkanjem, strah pred tem, da bi izgubila službo, strah pred tem, da karkoli. Vse te strahove, ker strah je najbolj nizka energija, ki vas zadržuje. Čakajte, vam želim še tole pokazati. Glejte, ti občutki, strah in potem je sovraštvo. To so najbolj nizka čustva, ki vas zadržujejo, da ne morete iti naprej. Sovraštvo in strah sta dve čustvi, ki enostavno je treba to počistiti, ker to je tista železna krogla, ki ne dopušča, da bi šli naprej. In potem samo naprej rečete, naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko svetlobo. In potem date roke takole, to je iz vzhodne kulture, mudra za moč, in vdihnete skozi nos, date roke potem na prsa in rečete, naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Sprejemam zdravljenje. In samo to naredite in dejansko se zgodi, da se novi programi naložijo v vašo podzavest in da se napolnijo vaše celice z energijo samozavesti, ljubezni, energije in se stvari. In se začnejo dogajati čudeži. Zdaj pa ena stvar, kar je pomembna. Pomembno je, da začnete zavestno iskati lepe spomine. Vsak izmed nas jih ima in dajte najdeti nekih, mogoče 5 takih spominov, ko vam je duša pela. Jaz, če pogledam moje spomine, enkrat smo šli z kolegi, v bistvu z družino od moje prijateljice, smo šli na Triglav in smo 3 dni hodili okrog po Triglavskih jezerih in takrat sem v bistvu prvič šla sama, da nisem vedno vlekla psa pa otroke pa moža za sabo, prvič sama, da sem bila samo odgovorna za sebe. Meni je duša pela. In da najdemo nekaj teh spominov. Zdajle pred kratkim sem slikala Ivanščico Marjetko. In je šel moj spomin na zgodnje otroštvo, kako smo kot otroci pletli venčke. Najdite tiste lepe spomine, ki vas navdajajo z vso radostjo, ki jo imate. Zdaj, ko je ta božičen čas, kaj me navda z radostjo? V kotu smo imeli jaseljce, v kotu ne dnevne sobe, hiše, ker sem zrasla na kmetih. In tam v kotu
smo postavili jaselce in se spomnim kot otrok, smo tiste ovčke dol pobirali in smo se s tistimi ovčkami igrali. In to je lep spomin. To je lep spomin. Lahko najdemo lepe spomine ali pa najdemo grozne. To je naša odločitev. Marsikdo reče, ni nobenih lepih spominov. Nič lepega se mi ni naredilo v življenju. In zadnjič sem ravno o tem govorila z mojo mamo in sem rekla, daj pomisli, kako je bilo smešen. Moj brat je bil v 1. razredu in sta s sosedom drugače ne znam reči, po šlaufu iz soda vlekla skisan mošt. In ker to sta bila dva otroka, se pravi, eden je bil v 1. razredu, drug pa v 2. razredu. In sta se ga napila in moj brat pride tako iz kleti, iz kevdra, iz kleti pride gor in ne vem, nekaj naredi, nekaj sem rekla in naredi, kaj zdaj ti ta mala, kaj bi ti rada, in se je obesil čez to vrv za obešanje perila in se je naslonil in potem je visel, in ker je bil tok mehek, se je skotalo dol po bregu. In jaz sem šla po mamo in ko je mama prišla, je on že prilezel gor do vrha in se je obesil spet na to vrv in ker je bil kot gubica, se je spet skotalil dol in z mamo sva se gor smejale do solz. Seveda je potem naslednji dan imel mačka, ni šel v šolo in to je eno takih smešnih spominov. Glejte, lahko jih najdete. Najdite 5 takih spominov, ko boste rekli, to je bilo pa fajn v mojem življenju, to je bilo pa dobro. Jaz imam kup takih vragolij z mojim bratom iz mladosti, kar nekaj, ko so bile moje punce mehne. In veste, ko zbereš te dobre spomine, to je tisto, kar ti veča energijo. Zdaj pa zakaj vam to govorim? Raziskave so pokazale, da ko so prostovoljcem iz dlesni podrgnili dol celice in so jih dali v eproveto in so jih prosili, da mislijo na nekaj zelo, zelo srečnega. Te celice v eproveti so se začele obnavljati. In potem so jih pa prosili, da poiščejo nek žalosten spomin, mogoče nekdo, ki je nekdo umrl, in so te celice začele propadati. No in potem so naprej naredili tako, da so dali te celice 1 meter stran in so spet te ljudi prosili, mislite na nekaj zelo srečnega, in so se celice 1 meter stran obnavljale in ko so mislili na nekaj slabega, so propadale. In potem so nesli celice v drugo sobo. Seveda je bil rezultat enak. In potem so te celice odpeljali 30 km stran in so spet prosili te ljudi. Ko so mislili na nekaj srečnega, so te celice se obnavljale in ko so mislili na nekaj zelo nesrečnega, so propadale. No, zdaj pa pogledajte, pejmo naprej. O tem nisem brala, ampak sem prejšnji dan razmišljala, kakšno moč imajo naše misli. Pomislite, da je moj otrok nastal, pomeni, da je 50% tistega deleža, da je otrok nastal, je mojega kot mama. Se pravi, da so to žive celice. Ta celica se deli, ampak v osnovi se ta prva celica deli. In sem prišla do zaključka. Se pravi, če jaz kot mama mislim nekaj pozitivnega, srečnega in bolj, ko sem jaz vesela, s tem vplivam tudi na celice mojih otrok. In bolj kot sem jaz žalostna, in bolj kot sem jaz zafrustrirana, in bolj kot sem jaz negativna, s tem vplivam na celice mojih otrok. In zato eni rečejo, joj, me skrbi za otroka. A veste, če te skrbi za otroka, mu pošiljaš negativno energijo. Daj otroku pošelj zaupanje, srečo, daj mu pošelj lep spomin, mogoče na njegovo otroštvo. Razmišljaj pozitiven in jaz, ko bi že želela razmišljati o tem, joj, da se na otrokom kaj zgodil, si rečem, angeli, poskrbite za moje otroke, dajem jih v vaše varstvo, naj se zgodi vse dobro in naj bojo v Božjem varstvu. A ni boljš? Ker jaz s tem ne bom nič spremenila, če cele noči ne bom spala, če grejo žurat. Jaz jim s tem povzročam urok, če jim pošiljam slabo energijo.
Zato mislite pozitivno, vse je vibracija, vaša misel je vibracija, vi lahko počistite svoje celične spomine in s tem vplivate na svoje otroke. Z vsako stvarjo, ki jo izrečete, ali je pozitivna ali negativna, dajete nekaj, pošiljate v eter in to se širi okrog vas. Zato mislite pozitivno, delajte pozitivno in boste videli, vse dobro se vam bo začelo vračati nazaj v vaše življenje. Imejte se lepo, imejte sebe radi. Mogoče zdaj za konec tega videa še eno sporočilo, prehod v novo dobo, da vam preberem, karte so mi dol padle, da vam preberem eno sporočilo, mogoče za leto 2020, da vidimo, kaj je sporočilo za leto 2020. Vaša zavest se širi in dviga na višjo raven. Ja, in je to kristali, mogoče si najdete en kristal, ki vam dviga vibracijo, ampak dejstvo je, da vibracije se dvigajo in če ne naredite nič na sebi, imate občutek, da tonete. Zato začnite delati nekaj v tej smeri in enkrat se spomnim, en film sem gledala, ko je ta oče vedno razlagal svojemu sinu, da sta bile dve miški in sta padle v kislo mleko oziroma v mleko oziroma v kislo smetano in ena miška je bila toliko obupana in je utonila, je rekla, nič se ne da narediti. Druga je pa brcala z nogam in je toliko časa brcala z nogam, da je naredila maslo in ko je naredila maslo, je stopila nanj in je splezala ven. Tako da, ja, zmerom je razlika, oziroma razlika vedno je odločitev, kaj bomo mi naredili. Zato se odločite, naredite nekaj za sebe in za svoje dobro počutje. Imejte se radi.